Kaj Martina Strela bi pa lahko imel sam njega 10krat. Ja. Njemu zgod ne zmanjka. Pa ti bi se ne bi rabo sploh tam biti. Ne, mislim, on je res, on bo rato kralj Matjaž. On, ko bo umrl, mu bo ekip postavili, kjer bo jih hodili romati iz celega sveta. Če Martin Strel ne imel na Dolenjskem, saj en krožen promet posvečen njemu, kjer je slab, ki gre iz flaše v njegove uste. Ja. Mare bec. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera, to je Večer za vikend, bolj sproščena petkova različica našega dnevnega podcasta. In rekli smo, da ostanemo festivalski, sproščeni tudi v Večeru za vikend. Politika vas najbrž čaka kaj kmalu, ko bo na tem stolu kdo drug. Mogoče danes tudi kaj o politiki, ampak načeloma mislim, da politike ne bo dosti. Jaz sem Miha Dajčman, vabljeni, da se naročite na podcast na vseh platformah, ki podcaste ponujajo, da bo se obveščeni, ko izide nova epizoda. Zakaj hitim? Zato, ker imam tukaj super gosta, ki verjamem, da bo veliko povedal. V moji družbi je Gašper Begant, stand-up komik, lovec, podcaster. In tvoj dvojček, bomo realno. Ja. Dosti se videli to gleda, pa so pogledali v kozar, če so enega preveč spili. Ti moraš vedeti, da moja mama ni vedela, da je tebe gledala, ne mene. Kako pa je to foto razložila? Ja, ne vem. Nekje si bil, kaj si nek članka kam imel in moja mama mi je razlagala, da me je videla ali brala, pa mi je slika ali video kazala in zbil ti. No, lepo. Sicer se malo spreminjamo, ne, skozi čas. Zdaj si ti malo te skupaj tegnilo. Pa niti ne zares. Če nisem bil zikar, da mu snemali, ne, sem šel jih jesti in mi je napihano vampe, sam solate jem, bolj ne doma, pa se to takle hodim naokoli. Svoje solate imaš? Ja, ena gospa me je lani klicala in mi je dala vrt v obdelavo. Hvala še enkrat. In zdaj imam 150-60 kvadratov vrta. Zdaj, lik danes sem prvi fžo pobral, zdaj že začel krompir kopati, sadonak je zravno, ker sem ga obrezal, tako da sem ful vesel. Kje je to, v okolici Ljubljane? Ja, v okolici Ljubljane, ja. Ker sem dopisal tukaj, ko te predstavim, da povem še bodoči kmet, zdaj v bistvu lahko rečemo že, da si kmet, ne? Ne, deleč od tega, jaz sem hobi vrtnar. Ampak sem pa tukaj nor, da gledam, ker se čas se sprehajam tam po Ljubljani, da gledam, kjera pola so prazna, ki bi lahko nasadil. Super. To je, da, ne, nisem pa niti približno to, ker si ti bolj, ne bomo realno, ne. Ja. No, jaz tudi rečem hobi, no. Ja. Zakaj si tukaj, v bistvu ostavil si se v Mariboru na festivalu Lent, nastopaš danes to sredo, snemamo v sredo, v petek izide podcast, tako da še ne moramo povedati, kako fajn je bilo, ampak ziher je bilo fajn. Upam, da je bilo, ja. V Vetrincu. Sicer pa festival Lent letos z 20. obletnico stand-upa na festivalu Lent. Kolikokrat zdaj že za tebe festival Lent? Mislim, za povrstjo nisem bil vsake leta, ampak po moje sem 3-4 bil. Po moje. In kak ti je vibe tukaj? Vitrinc je manj zakon. Vitrinc, kar bi za moje pojme rabo, je nujna streha. Ker tukaj se naredi in lahko da se odons tudi, da bo dež in pol jih nimaš kam dati, ampak vitrinc kot ambient, pa on orah od zadaj, ki jaz vedno, ko prijem ga občudujem, ko vedno razmišljam, ko bo to enkrat se posušilo, upam, da me pokliče, da deske ven naredil, ker je res debel, pa ravn. Manj je ful lep plac, ful je fajni plac, ful je lepo biti v takem placu v Mariboru, ker Maribor ima nek čar, ne, in jaz, ko sem začel v Maribor hoditi, ga nisem kul štekal, zdaj pa kadarkoli prijem je bolj pri srcu, ne. Kdaj si začel hoditi v Maribor, ker nisi študiral tukaj? Ne, jaz sem imel sam kolege, ki so na lesne hodili, tle, ne baš na fakt, ne, v srednje, ampak vedno bil tuj, jaz sem v Ljubljani hodil, in mi je bil čist tuje mesto. Zdaj mi je pa dosti bolj. Zdaj mi je pa Maribor ima nek tak žmoht bolj, se mi zdi, veš, tle je mentalno ni zares mesto. Je bolj kmečka mentaliteta in mi je to ful fajn, ne. Pa imaš tle vinograd, imaš gor nad mesta. Super. Upam, da bo zdaj kmalu nov zasajen tukaj na Aga, Piramidi. Spucali so že, letos bi naj sadili, pa niso, ampak nekaj so naredili pred volitvami. No, nekaj je. Sada niso asfalt kar potegnili. Ne še, ne. Ja.
20 let stand-upa na festivalu Lent, danes nastopaš, a pa zdaj zopet moram reči, si nastopal z pubeci pod naslovom Pod radarjem, ne? Ja. Ampak vseeno gre za imena, ki pač so že nekaj dala v tej sceni. Kakšna se ti zdi stand-up scena v tem trenutku v Sloveniji? Ful je enih fajnih ljudi. Edino, kar je, da je morda manj šans, pa spet ne spremljam jaz toliko, zato ker so, pač jaz imam šanso ful več nastopati, kot pa imajo oni, ampak se mi zdi, da je neka open mic scena se mora spet vzpostaviti, ker je bilo več, pa bolj redna, ko sem jaz začel, ampak noben od nas ni imel cajta to rihta, tako da je treba v naslednjih leta pa 2 narediti nek, kako bi rekel, nek slovenski krog placu, da bojo lahko spet redno nastopali. Od tega je odvisno, kakšna generacija pride. Tati, ki so danes že pogruntali sistem, ampak za naslednje je pa fajn, da pride nekaj novih placov. Pa je dobro za sceno, da pač stalno prihajajo neki novi? Ali... Ja, vedno. Sej to je, tako pa pri vsakem, bom rekel, takmo šihte. Jaz bom rekel, na vsake 100 je jeden, ki zdrži, pa na vsake 50. Ful je organski krog, kako bi rekel, iznačitve pri temu poslu. Ljudje sami, sistem jih sam ven zrine, tiste, ki niso dobri, in moraš biti res ustrajen, da si zravno. No? Pa tudi na eni točki moraš pogruntati, kak pa ka, in mentalno moraš biti tudi sposoben, ne? Ker je kar, seš, to delaš nekaj, ker noben te ne zna, mislim, da je že malo več ljudi, ki te lahko svetuje, ampak naprimer, te prvi, ki so bili Valič, pa Perica, pa Tin, koga so oni lahko vprašali. Moraš biti res malo nor, da ker greš v en posel, ki ga ti, kako bi rekel, na novo delaš, ne? Ker ga ben ni zares poznal. Vse smo iz videa iz Amerike, pa Nemčije približno vedeli, kako to izgleda. Tebi je bolj navdih Nemčija ali Amerika? Ko sem bil otrok, mi je bila bolj Nemčija, zdaj mi je bolj Amerika, pa Anglija. Lani sem šel na Fringe in mi je bilo ful zanimivo, ker sem bil to je največji festival komedije in sem šel gledati in je bilo zanimivo, ker sem ugotovil, da ti festivali, mali, kolikor sem jaz bral njemu, je izgubil čar, ker zdaj, za tiste, ki nastopajo, ne za publike, je še vedno super, ker imaš toliko opcij, ampak ki pa nastopajo, zelo malo dobiš od tega, pa ful te košta, da si gor nastopajoč, ne, res je gužva. Plačaš? Ti plačaš, ti moraš vse plačati. Tebe prije, jaz sem šel računati, tebe prije, da nastopaš gor en mesec, jaz bi rekel, če računaš to, kaj si izgubil, pa koliko si tam dal za plac, pa za prenočitve, kamot 10 €. Okay. Kamot 10 do 15. Boš naredil ta korak, da boš šel nastopati tja? Na Fringe ne. Mislim, na Fringe bi šel na Free Fringe, ker sem pa, obstaja tudi Free Fringe, pa za stonski Fringe, za kjer ga ne veš, če ne greš tja, kar tak. Pridejo ljudje, lani sem z enima Indice se skozi družil, Ašmir, ki je kar v leto iz Indije, pa pol nastopa, pa ful do, na koncu sem imel več nastopov, kot mrskir, ki je plačal. 5 minut na sete je delal, pa tak, ful fajn je bilo, faca. Kaj gre tebi komedija v tujem jeziku, glede na to, da je tudi tvoj nastop v slovenščini že čudno, ne? Znavn zaradi naglasa, no? Ne vem, veš, da sem si rekel, da bom na jesen malo probal iti gor v Nemčiji, v angleščini nastopati, ker nisem več takoč v nemščini, čeprav sem čas bil. Rad bi probal malo, ja, bomo videli. Vem, šli smo na Madžarsko z Žerjalo pa Goriško in res vidiš, da res moraš vaditi doma, ne. Zato, ker ti pa ni teh referenc, ni pa besede se ne spomniš, ti, ki noter padeš, imaš imeti res tekst pogruntan, da poštekaš. Ker to ne gre samo za prevode, ne? Ja. To je druga vsebina. Ja. Začetki tvojega nastopanja, kam segajo? Jaz sem med pauziranjem na faksu, je bila gromka, pauziral sem, ja, in sem bil tako, nek les sem sekal. Pomlajeval sem neke smreke in sem je skoraj zmešal. Sem rekel, če moram ena smreka ven potegniti. Ker je vse isto, veš, ko imaš 20 komade, ki jih ven pucaš in je dolg čas pa vroče, pa to in pa sem vmes gledal, kam bi šel nastopati in sem tiste gromka najdel, pa je bila 10, pol me je Perica začel s sabo vlačiti, pa Tin, pa Valič,
pa smo pač tiste skečaholike, postopno je šlo. No. To je že 15 let nazaj? Ali je... Ni še 15, ampak bo pa hmalo, ne, sem že zdaj star 37. Ja, pismo, veš, da je lahko, da je že toliko. Lahko, da je že, od 13 do 15, ne. In na kateri točki si pol videl, da je to lahko tvoj full-time job, torej tvoja eksistenca? En ful dober plac je bil v Ljubljani, ki se mu je rekla Gajo. In tam je, jazz klub je bil. In na eni točki sem pogruntil, da če pridemo 3 specifične, da prije več ljudi. In da so hodili zaradi nas. Teda sem enkrat vem, da sem domov hodil, pa sem prav sam pri sebi rekel, to bo najbrž ratalo. Ker sem videl, da začeli zaradi nas hoditi. In je bilo tako, ok, nekaj urede delamo, da nismo headline, nismo ta glavni, ampak ti povejo, da se prišli zaradi tebe, pa ti začne nekaj, kako bi rekel, te pohvali, ko priješ dol, pa se vidimo drugič, pa to in opaziš, da neka publika delaš in je, kadar ga se itak sam domišljaš, da te kdo, sediš v praksi, to so najbolj strašni trenutki, ko moraš nekaj prodati in ti ne veš, ti teh ljudi zares ne poznaš in ti upaš, da bojo prišli, ti si vse naredil, da bojo prišli in še posebej, če imaš predstavo, ki si sam, to je zelo, te začne, na začetku se te res strah, a bomo nafilali teh jezico, ali bomo, am jaz mogo plačati za ta plac na konc, ne. In kako si bi se kombiniral potem tudi z nekimi drugimi zadevami, da si se preživljal skozi mesece na začetku, ker verjetno niso bili bajni denarji? Ne, veš da ne. Jaz sem imel ful sreče, da sem hitro dobil na Pop TV, ne vem, to še v pogodbi, da ne smem govoriti, za eno oddajo sem pisal, tako da sem dobil neke peneze, zelo poceni sem živel. Jaz sem živel z enim cimru, 90 evrov je vsak dal za sobo. Bravo, v Ljubljani. Ja, tudi z razloga, ne. Ki je bil dež, je oba odplavila, ki je bila čez cele stene, smo imeli okna, po zimi nisi mogel se greti tizga, ne. Pa kebab, vem, da je bil 3,5 evra in tiste sem jedel skozi. Pa nekaj gnarja sem imel prišparanga in pokaj je začelo pohteti, sem nekaj začel tukaj nastopu dobivati, da je nekaj bilo na nuli, no. In pol sem pa na eni točki bil zmožen tudi kaj prišparati. V nekem trenutku si bil v bistvu v vsaki drugi reklami. Ja, to pa res. Saša stareje, ene leta, ki smo skupaj imela pisarne, je bil na 4 reklamah in si rekel, ni človeka, ki bo to presegel. Naslednje leto sem bil jaz sosednik, ker sem vse vzel, pač, ker reklama je tudi tak, ne, ti si plačen, da se učiš igrati, ne ima tako reči, plus ljudje te brez, da bi ti mogel plačati za reklamo, da se nekje na plakatih vidijo in ustaneš v spominu. Imaš pol manj dela, ne. Ja. In kasneje se pa še bolj razvila ta scena, oziroma tvoja podoba stand-uperja, ne, vedno več si nastopal, vedno večji projekti. Pa sreče sem imel, ko je Valič delal tiste, veš, stand-up predstavljanje. Sem imel dober set, ki ga je pol sedal na YouTube in tiste mi je ful dalo, ne. Iz tistega sem dobil pol pa moje 3 leta nastopa. Super. In kdaj bi zdaj rekel, da je pač stand-up 100% tisto, kar delaš? Od Brat naprej, od predstave Brade. Aha, Brade ste delali z... Perica pa Pižama. Aha. Pol se bile, kaj se že tale, Grunda, kjer je bila prej, pa je bila Fantoščina, ja? Ja. Pa je bilo Femiči, sama sta najboljša, pa Janez 1, Janez 2. Tako sem bil v 5 predstavah, zdaj le, ne vem, 6-7 letih konstantno. In to so predstave, ki imajo kaj po 100 ponovitev in več? Vse več kot 100, no. Ja. Cilj je vsaj 100. In kaj, če ta cilj doseže, neka ekipa je v bistvu se pokrila za eno leto. Oprosti, ker te zato sprašujem. Ne, kaj, v cifrah, mislim... Ne, pa tak me zanima, ne vem, koliko potem zamejo producenti, koliko zamejo... Ja, ne, ti se pokriješ, pokrit ne rabiš, kaj, za proizvodno, ne, predstave, lahko pretiravaš, ampak ni treba, ne gre tu gnarja zares. In ti se lahko hitro pokriješ, polje pa so pa določen procenti, ki jih vzeme, če ne rihtaš sam nekdo, ki ti rihta, pa gledališče vzemajo, pa karte, ampak ti še vedno ostane, če ti pomisliš, da ti v bistvu sam ti nimaš nobenih stroškov na eni točki, ti razen belcin pa energijo.
Ti nima, Čas, ja. pa čas, ampak jaz nemam benga stroja, ki ga rabim amortizirati. Ja. Razen glasilke. Ampak to pač manj govoriš. V primerjavi z drugimi, dajmo reči, šihti, ki moraš ti stroje kupovati, pa se ti karkoli pokvar, imaš meče eno drugo, je to zelo, zelo velika dodana vrednost na nekaj, kar ne zahteva toliko inputa finančnega. No. In ko smo pri financah, hitro pridemo do Denisa Avdića. Na hecno se. Ja. Ni bil to namen, ampak pomislil sem bez. Ampak ja, Janezi so pa res neverjetna uspešnica že prej z Ičkoti, tako oboje. Zna delati. Neverjetno. Zna delati. Kako si se znašel v bistvu v Janezih? Zdaj, ko so bili Ičkoti, jaz se ne spomnim točno, kako je zdaj že čisto prvo šlo ven. Prišli smo pač v pogovore s tem, gledali smo te Ičkote in smo videli, to bi bilo fajn na slovenska verzija narediti. In na začetku smo se začeli meniti, to ni bena skrivnost, z nekomu drugemu še, jaz sem mislil, Denisa to ne bi zanimalo, pol ga je pa ne. Jaz sem mislil, človek imel časa, ker res dela, jaz ne poznam bolj delovnega človeka, pa si to poleg svojega očeta nisem mislil, za katerega drugega rekel, ampak ta je res živina, ne. Jaz po takem tempu ne bi mogel preživeti, on je pa res neumoren. In potem smo to pač naredili in on res obvlada slovenska publika, ker je prisoten že toliko časa, radi ga ima mediji zade, zna delati, ima veš, on pač ful se naučiš, jaz ne vem, če sem od kjerga toliko naučil, kot pa od Denisa, ne, ker res moraš iti vsak posel čez številke, pa tudi nekaj občutka, ampak preko analiz, ne. In karkoli se loti, ve, da bo šlo in tudi verjame v to, ne. Kako je preživeti ta tempo, v bistvu biti vsak dan smešen, dvakrat na dan? Manje glasilke vmes pobrali, ne. Mislim, nisem se, da bi kdo zbolel, nim beden, niti da bi bil, malo prehlajen, ampak da bi kdaj manjko, ni. Ful velik, ful hiter tempo je bil, ampak lej, za neko, kako bi rekel, skupno zgodbo, pa za dober gnar, ben jamra, da je ful delo, je pa nam pa lagal, da ni bilo zahtevno. Ker mi smo naredili, februarja imel cene olimpijade in nismo mogli februarja delati, recimo za letos, smo naredili od 5. januarja do 5. februarja 100 predstav. Ja, pa še pa čez mes 40, ne, 20. Čakaj, koliko se, ne, ne 100, 60, pa naslednji mesec še 40, 100 v 2 mesecih, bolj ne. Noro. In si ne spočiješ. Jaz sem danes, po ne vem koliko cajta, res se zbudil v redu, da nisem zmatran. Torej julija. Spočiti, ja, res. Danes glavo čutim, sem prav vesel. Super. Še včeraj sem bil čisto smutav. Kako si izbral svoj lik, oziroma kako je bilo določeno, kdo igra kateri lik, ker ste vseeno različni Janezi? Noben nikom, veš kako je bilo vedeli smo, da bo Denis povezovalna enota, drugače je bilo pa narediti, kar češ. Vsak je itak že poseb, veš, Kuzmin je čist drug človek, jaz, Aleš je čist drug, jaz, Cene je itak drugačen, ki pa mi vse. Tako da ni bilo lih težko to, pa se je določil nek vrstni red, pa časovno smo se povedali, koliko lahko kdo in smo se vsi držali tega, kar je, veš, vsak, ne vem, razen Cene, da smo vsi imeli 20 minut in si imel 20 natančno. Koliko je pa prekrivanja, recimo, te vsebine z vsebinami, ki jih sicer podajaš na odru? Nekaj, mislim, je tako, da za take predstave narediš set samo za to, ampak pol ga pa tudi malo pomešaš z drugim materialom za privatke ali pa kakšne dogodke, ne, ker vseeno, kljub temu, da smo bili recimo najbolj prodajena zadeva, ne samo predstava, mislim, da med vsemi stvarmi, je tebe videl tak mehen procent ljudi v resnici. In ti misliš, da so te vsi videli te pa 10 do 15%, pa morda, ne 10, 2 do 4, če te je videlo. Slovencev. Ja, Slovencev, ne.
In ko priješ drugam, te večina še vedno ni videla. Aha, to je, da ni problem, zdaj, če ti ne bi mogel biti unikat na nekem določenem odru, kamorkoli greš. Mislim, za tebe je bolj, pa drugače rataš len, drugače rataš un model, ki so v Ameriki imeli ljudi, ki so 10-15 let iste žavke govorili. Ne. Ki je bilo možno, ki je velik trg, pri nas imaš pa vsak let 20 minut noga napisati. In kdaj pišeš to? Kdaj pišeš nove zadeve? Skozi imam glavo vklopljeno. In mi je, kar pride, ful se je težko prepričati, da bo iz stvari kar pršle, to, kar ti je smešno. In se mrš, ker drugače boš živčen skozi, ker rečeš, imaš writer's block, ne. Ampak v resnici je to nič se ni naredilo. Jaz ker sem prost, pa ne rabim delati nujno, da lahko nekaj drugega delam, pa nekje uživam, da se sprostim, vedno opazim. Vedno me nekaj motne. Včeraj sem se skoraj z eno klošarko skregal. Zakaj? Ker, mislim, jaz imam redko, kdaj grem ven. In ko grem ven, grem ven nekaj pojest, res redko, kdaj grem v Ljubljano, v center ali pa v kjerkoli mesto. In pol pa pač, že imaš redke trenutke, da greš ven in pol greš nekaj spiti, pa nekaj pojesti. Jedel sem, kaj so že tole, ne? Ne škampi, ampak oysters, ostrige. Ja. Ostrige sem jedel in kar naenkrat, ostrige, srkam ostrige, ker je najbolj pretenciozna stvar na svetu. Pijem nekaj vino, kaj že tale, nek šardone, in čujem od zadnje, imate kaj drobiža, in očitno je, da ga imam, ker jem ostrige, ne. In zdaj sem sam jezen, ker se ne prestal, ker zdaj imam za hrbtom in čujem celo zgodbo, ker vem, da ni resnična. In moram reagirati in sem sam jezen. In že vmes, ker sem bil jezen, sem razmišljal, kaj je tle smešnega, ne. Ker je nekaj smešnega na tem, da jaz sem tukaj jezen na njo, da mi je uničila večer z ostrigami, da ji nočem dati drobiža, čeprav bi ga ji lahko najbrž, ne. Ampak ja, posod nekaj rata. Kaj pa si to napišeš, se posnameš? Odvisno kdaj, če sem v avtu, si posnejem, če sem peš, si napišem. Okay. Pa da imaš te bullet pointe, pa probaš razviti. Pa na odru delaš, pa vidiš, kaj se kaj povezuje. Včasih ti prije nekaj čez par let nazaj, kar si imel ideje, pa nisi znal, pa si dobil eno drugo zgodbo, pa lahko povežeš, recimo. Si že našel kaj zanimivega, uporabnega med lovci? Ja, sem. Pa še bom. Zakaj zelena bratovščina? Pa ne vem, ta jaga me je vedno fascinirala, pa ne sam jaga, biologija, pa narava. Jaz se spomnim, da sem enkrat z enim kombi sem se domov pel v mulci in je bila srna, vsem, ne srna, in me je rekel, domov si pel, koga briga, lega pa srna. In mene je to vedno fasciniral, ta svet živali, pa biologije nasploh, jaz ful opazujem, z malo po naravi hoditi, res za mrskerega zoporno, ki se skozi ustavljam, pa gledam, pa razlagam, što je to drevo, to je tako debelo, to mora biti tukaj staro, tole je tako nastalo, to je ta specifika. Ampak me je mikalo skozi, cajta nisem imel, mi je žal, da nisem prešel, ampak po drugi strani pa je letos je recimo ful lovskih družin ima 80 let. In zdaj nastopam za ful teh lovskih družin. In mi je the best, stari. Pa hodim loviti drugam, ne. In spoznaš, že itak me kot v tem poklice, ki sem že, mi je fajn, ker ful Slovenije vidiš. Še posebej, če so po dnevi nastopi, ker se, jaz čas kar tur naredim, da vidim kakšno podeželje, ampak zdaj še pa preko jage hodim po gozdovih, ki jih ne bi nikoli videl. In hodim pomadi z super ljudmi, ki imajo to tudi radi in ti razlaga in ti povej, kaj je kje bilo, pa kje je meja potekala, pa kje je, zanj sem bil tam nad Ajdovščino, z enim ful fajn pobo, vse sem zvidel, cela zgodovina, kje bi to drugače zvidel, to ni. Čet ne bi povedal. Ne, čet ne bi povedal. Bi si zmislil. Ne, sem ga pa uporabil za jage in je dokaj dobro. Za jago si ga uporabil? Ja, dal sem zemljevide, pa glede na kako se temu reče? Relief, ki bi on domneval, da se zadržuje, recimo, a pa se prehodi ali nadi. In je pismo kar zadev. Ne.
Je pa, dobro, zdaj pa te moraš vprašati, kaj pa za kreativno delo. Je pa zelo neuporaben, saj za moje pojme. No. Če napišeš, če boš do neke teme, pa boš rekel, toliko nas je na internetu, recimo slovenskih komikov, toliko informacij o nas, da če rečeš, napiš mi nekaj v stilu Gašperja Berganta ali pa Saše Stareta, ti bo v tvojem stilu pisal. Bo. Ja. Ampak joki se pač kar nekaj. Slabi. Na vsake 10 je eden, ki ga lahko, ki ima nek zrn uporabnosti. Ampak je pa zelo temno. No, če se vrnemo na Jago, si zdaj že naredil vse izpite? Ja, že jagam. Je kaj drugače, ko si pač pripravnik, ko spoznavaš vse skupaj, ali zdaj se čutiš, imaš dodatno moč več, ko lahko dodatno delaš? odgovornost, zdaj Ben ne odgovarja za tebe, ne? Zdaj so vse napake na tebi. Tako da, ko prije, a veš ti, zdaj recimo, ko se srnat lovi, ko imaš mladice, pa to moraš res dvakrat premisliti, kaj cilaš, da noč slučajno srne, kam brejo ustreljo. Pa da če moraš res se naučiti zaupati sebi, pa temu, kar si videl, pa izkušnje dobiti, pa teren predelati. Jaz imam letos jagatlon, jaz se fizično pripravljam za jesen, ko bi rečel v neke konce, kjer noben ne hodi. Kje je to? Prmanj, ampak tako visoko, pa tako zahtevno, da večinoma ne hodijo drugi jagri. Ker mi imamo to dobro stvar, da prmanj, tam, kjer sem v Lučah, je dovolj jagru, oziroma že skoraj preveč. Ker je super, ampak je pa hkrati ta, bom rekel, lovski pritisk tudi velik, tako da na unih območjih, ki so lahko dosegljive, je več ljudi. Gužva. Je lahko gužva, in zdaj veš, da če en starejši, pa kaj, da njemu tam prvošiš, da ni tako zahtevno. Dokler že lahko hodim, bom šel tam, kjer redko kjer pride. Pa tudi lepo je. Kako pa gledaš na pomisleke glede jagarije? Vse jih razumem, sam vedno je, jaz se dam emocije stran. Sej jaz iz emocionalnega stališča čištekam, da si ti žival smil. Mislim, to razumem, sem on tudi, ampak hkrati pa tudi veš, moraš vedeti, kako realna narava deluje, da ni nič prijaznega v naravi. Ti lahko eno zgodbo povem iz Kočevja, ko je eden nemški lovec bil z enim in je prišel volk mimo, in mu je rekel, za forum, je rekel, wenn sie wollen, können sie schießen. Pa on tako, ne, en wolf kann ich nicht schießen, nam je z volka strelo. In pol je pa čez 20 minut začela košuta upiti, ki je 30 minut trgo in je upila in je meni, da pogledal onega modela in rekel, tle imaš 100 evrov, naslednjič ga poknem. Ker je pol ure mogel poslušati to upitje. Ful se fajn čuje, vse, kak se vse da v naravi zrihtati, ampak imaš maksimalno kapacitete, recimo divjadi, ki je treba nekako odrediti, da kje gre, drugače se pojavijo bolezni, škode, tak ali tak, se veš, če si karkoli kmetijske površine obdeluješ. Recimo v začetek 20. stoletja so bili zajci ogromen problem, noben tega zdaj ne bi rekel, ampak so imeli abnormne škode zaradi zajcev, ker so vse požrli. Avstralija s kunci, pa tak. Emocionalno štekam, ampak praktično je pa, recimo, če iz veganskega stališča sam gledam, ker sem bil enkrat pri veganskem kmetu, ki mi je razlagal, da on nima škod. Pa sem rekel, morda ima to kaj veze s tem, da ste sred naselja, da ne more prašiči vmes priti, ker je zelo lahko biti pameten, dokler, pa tudi ko v graji daš za prašiče, recimo, ti pa ta mal net pride od spode in ti prasica net rukne in kar naenkrat se spet noter, ali pa se ujeti not, pa ti še več pojej, je fuljenih problematik, ampak tudi treba je. Jaz sem z vsakom se pripravljam v te momente, ampak če daš emocije stran, brez tega ne gre. Če ne drugega, že zaradi škod na avtih, v promete, se ti ne mogo avto več zavarovati. V bistvu bi zavarovalnice lahko podkupovale. Ja, da čim več. Se mrš, se če ti letnega odstrela ne upraviš do določenega, mimo grede letni odstrel dela gozna,
ne jagri. Ja. Ja. Pri jagri je zdaj ta prednost, ki jo imaš ti v tvojih koncih, ta, da je pač narava še toliko lepša Ja. kot v drugih koncih Slovenije. Ja. Nikoli ti ni dolg čas. Se ti zdijo Savinjska dolina, pa vodor, više Logarska Ja. in vsi ti lepi konci se ti zdijo najlepši v Sloveniji? Eni izmed najlepših, no, se ti rečem, kar dosti potujem po Sloveniji in imam ta privilegij, da vidim ogromno Slovenije. Slovenija je zelo lepa. Imate tudi lepo, Lenarte pa to, te Slovenske gorice sme lepe, Kočevje recimo, ko ti priješ v Kočevje, pa kar ni konca, pa Snežnik recimo, tam okoli, pa Dolenjska tudi je prečudovita. Gričeva, tudi ravnina, delal sem bil v Murski Soboti, ker nisem navajen ravnine, meni je ravnina nekaj zelo pomirjujočega. Sam jaz osebno rabim hrib, manj se ti naši hribi, zadnjič sem šel čez Črete z avto, za for, ker bi lahko šel čez Lipo, pa sem šel, to bi domačini moji vedeli, ki je, ampak ti pa garantiram, da 90% še ni šlo čez Črete. Preče, da jaz sem 30 furov, itak ni bilo prometa, ampak sem gledal, jaz skoraj živim zravno, pa še nisem bil tle. Hribe imamo prečudovite, sej, ko malo po tujini hodiš, vidiš, kakva imamo. Bil sem v tvojih koncih pred 3 tednoma, Si bil gor, ne? in sem užival, sem pa tudi opazil, da je kar nekaj stvari posaniranih po Ja, takih zelo pridni so bile. poplavah. Mogoče zdaj je ta čas, ko se dogajajo nevihte in Ja, vse skupaj, kako se ti spomniš, poletja 2023, zdaj že 3 leta, ne? Veš, že 3 leta, gledam, sem delal. Jaz sem avto tak, ki ga imam kupil po poplavah, ki mojega je zalilo, oziroma ga je dvignilo pa v bajto dalo. Ga je dvignilo na pesek, tako da je polka je voda šla, je stal, sem ga mogel odkopati. Jaz sem bil doma, ko me oče klical, da bojo poplave. Jaz sem že bil v 2 poplavah, oziroma 3, ene je bila 91, tiste se ne spomnim, ker sem bil čisto smehen, ampak 2 sem pa bil že prej, pa te klet je zalilo, pa to v redu, imaš neke škode. Teda je bilo, pa teda pa nismo vedeli. Jaz sem bil na eni točki, mene je sosed Peter zbudil, pozvonil, avto te bo odneslo. In jaz sem šel domov, se neko to nobenega držal, v Kamni, sta mi 2 kapljici padli. Domov sem prišel z vina pa sir, ker sem lih iz pri kraje prišel, ker smo sir delali. In sem dal sir za jaz, vino. Jaz sem v kratki majici, kratkih hlačah, mislim, da v pol noč zaspal. Ob 3, da me je zbudil Pero, ko sem jaz prišel ven, je bil potok, ki drugače ne obstaja, tu kvilek, ki je v zelo dobrih razmerah reka od spode. Reka je bila Kjera reka? Lučence, to je pritok Savinje, je bila že čez ceste, ta potok je bil pa že čez naselje. In je plas utrgali, da naše bajte je par tovornjakov robe bilo pred bajte. Fotoavto sem še rešil, ker sem svojega gledal, je bil že tako dvignen, da sem rekel, to je tle, če jaz grem, je smrtno nevarno. Pod lučjo sem bil in sem gledal, kam lahko stopim, da me, ker enkrat voda to je, če si iz poplavnega območja, veš, da če enkrat do vrh 5, oziroma tak nekje do sredine, če močna, te ne moš obstati. Takrat začete smo šli takoj delavnice reševati, moj avto sem pozabil, potem smo šli pa na delavnice spat. Mislim spat, čisto mokra, smo se, a veš, če si šloser, pa to, imaš ene pakete cun, ki jih kupiš za brisanje masti. Tam smo tisto odprli, pa pogledali, če kje za obleč, ker smo bili čisto premočeni. Če bi ti vedel, kak sem jaz prišel zjutraj v bajt, jaz sem bil oblečen, ko nek hojlad res, zastopiš nekim rdeč, strganimo puloverje, pol premehnimo, škorni, neke gate, ki sem jih net najdu. Res, kaj zrisanke. Ampak mi da smo, ker luči zmanjkalo, smo na delavnicu in nismo zihar, je rekel foto, nisem zihar, če ima tole preživela, ne. Ker nisi vedel, ti si sam čul, kako voda nabija. In pa še kable nabijalo v bajten, ker se je svetlova pojavila, bilo tako meglene in smo videli, kako je vse odtrgalo. In je tako, fotor tako je rekel, to je hujška 91. Pa smo pa z lestva prišla na okol, pa v bajte in pa smo pa čakali, kaj bo. In je bilo ta občutek, jaz sem bil zihar, da so ljudje mrtvi. Zihar sem bil, ker sem bil tak, če je Lučenca tle taka, če je še Savinja prišla, Struge, Ljubno, to je moglo jemati, ne. In je meni neverjetno, da so vse preživeli takrat. Še posebej v Strugih se 3 bile, ki jih je skoraj ubilo, ne.
Ja, tam, ko je plaz v bistvu bajto zasune. Tiste je malo višji, tiste je bilo predanje. Ja. Tiste je moja hlev, ki ima hlev zasulo. Ja, tiste je dani. To se tam tudi vse, da ni bilo nič. Zgrmil cel hrib noter in od spoda ustavilo. No, ko si se zjutraj zbudil, kaj so bile prve stvari, ki ste jih naredili? Na balkonu sem šel pa čakal, da voda pojenja. To še naslednji dan je to torej drlo? To je zjutraj, to je bilo, mi smo čakali, veš, ki je še bil dež, da se sploh dovolj zjasni, da vidiš, kaj se dogaja. Pa mi imamo še kmetijo zgore, in bo tako boh ve kaj gor, ker je tudi plazovite. In zdaj z očeta smo počakali, da je voda dovolj jenjala čez ceste, da smo se upala čez. In potem smo gor prišla in pri nam je plas utrgalo in se ga drve zaustavile in drugače bi šlo čez vse objekte, bi šel plas, bi potrgalo vse, bi strojno lopo stroj v redu vzelo in je šlo iz drve zaustavile in pelale po cesti mimo hleva pa bajte pa pod hlev. Tega smo imeli res sreče, to so sanirali po 2 leti, mislim, da. Pa sem pa jaz gor ostal, ne bom nikoli pozabil, oče je šel nazaj domov, jaz sem pa krave smo imeli iz te leta še doma. In se kar naenkrat stari po noč pojavil en človek pred mano. In da je že jaz imam fata morgana, kaj se dogaja. Je bil pa pero, sosed. Je rekel, sem prvič, videl sem, da imate krave doma, je rekel, sem da bi gor prišel, moram jaz to nafutrat, ne. Pa sem pa luč videl, sem pa domneval, da si ti doma, jaz sem graben pucal. Pa smo šli pa do naslednjih sosedov, da smo videla, ko sem rekel, kam gre, rekel, grem k sosedom pogledati, če so v redu. In smo šla do prve sosede, ki je bila sama doma, sin je iz morja lezel, pol peš prišel dol, pol je bila v redu, naslednjih sosed, naprej pa nismo prišla, smo pa vedeli, da se živi. Pol smo pa tam par piru spila. Moram reči, alkohol v teh naravnih katastrofah zelo pomaga, ker ljudi spet združi, to so Sočave iste imeli, ki ti si rabiš nekaj, da da to živčno stran. Res, vse se njim ben napil, ne vem kak, ampak sam, da si vesel, da je nekdo živ, pa da se lahko, kak ste ve, kak je tam, nekaj spiješ. Jaz sem se ga prvi večer malo nabuto, domov prišel, sem spal 8 ur, ker drugače ne bi nikoli, ker bi vsak zvok bi me zbudil. Par dni potem sem pa spet gor spal, sem imel psa čist mehnega takrat, se je pa nekdo pojavil s kombi v 6:30 zjutraj na dvorišče, je pa nekdo prišel gledati, če bo ropal. Je res, ok? Ja. In sem bil tako zblojen, da nisem pogrunil, kaj se dogaja. Mislim, nagnal sem ga, ampak nisem niti pomislil, da je nekdo lahko tako pokvarjen. In se prej vle stari, ko pa mrskir gor. To sem hotel vprašati, kakšen občutek je, ko prijav ljudje pomagati. Zdaj si prvi, ko je prišel. Zato, ker jaz nisem vedel, da so ceste odprte. Jaz sem prišel, to se še enkrat zahvaljujem, ker so prišli pubeci gor, ker so prišli pomagati. Ker je bilo, jaz sem jih prišel v Kamnik iskati, na poti pogrunto, da diski od fotorga avto niso jih najboljši, ker je cesta bila odprta, ker so prišli pomagati, je bilo na eni točki tudi preveč pomoči, tako da smo jih mogli zaustavljati, ker porata pa problem, ker moraš ti usmerjati tudi ljudi, pa nekaj je, kaj lahko na roke narediš, nekaj pa postrojno, na roke lahko da nekaj mere spucaš. Mi smo imeli dreka, no to bajti. No, nam, če ne bi prišel, zjutraj je teda prišel Rok, suhodolnik, tale od biomase, iz ICB, nikoli ga nam pozabil. S filca na kapo se je pelo ob reki, v vodi, z ICB, ker nam je, če njega ne bi bilo, nam bi bajte cele zalilo, in je utok, tisti graben, ki je gore ga je odkopal, soseda bi bajte spodkopala, in jaz sem ga gledal, jaz sem rekel, po čemu on fura? Ko on ceste ni videl, on je šel na občutek. In bilo tudi njega nesel, on je tudi življenje riskiral. In si imel te ljudi, pa si imel tati, vem, da je v Solčavi kar udaril tovornjaka, ne v tovornjaka, v bager je pa začel furati, veš, žic sem ga zalaufali pa šle. Mislim, neverjetne zgodbe, kaj se je dogajalo, pa kako so se ljudje pomagali. Ene od teh zgodb sta vidva z Žanom Papečem v Fejmičih, v bistvu predstavila v tistih posnetkih, ko se je zbiral denar. Takrat sta bila na vrhuncu v bistvu prepoznavnosti podcasta, ki je v bistvu vztrajal koliko 5 let. 5 ali 6, se nisem ziher. Da gremo zdaj od poplav na druge katastrofe. Fejmičev ni več, ne? Ne, ni. Oziroma bo zdaj v drugačni obliki. Žan bo to naprej imel,
naj točno v kakšni obliki, zikr fajni, bo imel, mislim, več bom povedal, jaz ne vem niti, No, kako zakaj sta, kaj lahko poveš o tem? Kaj lahko povem? zakaj je konec? Pač prej, vsaka stvar prej, konc na eni točki, ne se, da tavžent ne bi mogli delati, ne, se smo naredili dovolj, ni zdaj, da je to zaradi tega, ker jaz drugega delam prejšnjih konca, ampak malo se izpoješ tudi, no. Malo se izpoješ, pa rata pol že ne veš, kaj bi delal zares, ne. Zdaj lahko že rečemo, da si vseeno bil podcaster in si še podcaster in da ti je to tudi pomagalo, verjetno pri prepoznavnosti. Zelo, mislim, hvala Bogu za podcaste, ker vse veš, kak je, če si od televizije recimo odvisen. Zelo težko, mislim, moraš res imeti srečo, da si pol gor in če rabiš nekaj prodajati, bi ga moraš imeti nek medij in fajn ga je kontrolirati, saj da nekaj mere. Samoresniški projekti so verjetno več vredni, ne, kot to, da te nekdo pumpa. Ja, pa ti si odvisen, vedno te lahko pipa zaprej, ne. Ja. To, jaz sem videl to, kaj ljudem naredi in ni prijetno, ker nimaš nobene moči. Ker tisk, ki piše pa producira, ima vedno večjo moč, kot pa ki je sam pred kamero. Te pa mogoče bi se mogel zbližati s kakimi uredniki. Pa to, Ja. Zdaj imaš nov projekt, že kar nekaj časa, Ja. celo sezono. Ja, Kako je ja. prišlo do novega podcasta na Veš, Kmetih? kaj je bila ista ekipa, ki je snemala Femiče, smo enkrat skupaj en pogovor za mlade prevzemnike, ki je bilo tam na Sipu gor, snemali in pa smo se začeli s tem, Luka, ki to producira, ne, ment, pa je rekel, da sem ne povedal v drugi obliki, to bilo pa morati fajn razmisliti, če bi kaj tajega začeli delati. In pol se je to ustvarilo. To je bila njihova pobuda, ideja in tudi dejansko se speljali pol to. To je njihov žmoht, ne, od Luka pod produkcije. Mislim, jaz tle nisem imel niti energije, karkoli, jaz sem bil v predstavah in so oni vse zrihtali, vsakem čast. In imam fantastično ekipo ljudi od zade. In zdaj je to je nek projekt, ki bomo videli, kam bo šel. Jaz mislim, da vsak od nas ima še ideje, pa vizije in mislim, da bo to pol nekako preraslo še v marsikaj drugega. Vidiš, da je tu neki potencial v bistvu pri osveščanju kmetov, pa tudi splošne javnosti o kmetijstvu, pa o pomembnosti samooskrbe države in pomembnosti kmetij. Pa ja, pa se veš, kakšne predstave imajo kmetijstvo vse ne. Ja. Vse, kar čuješ od ljudi, ki niso v kmetijstvu, je le kaki traktor ima, ne. Tak, ja, to je delovni stroj, stari. To je taka pa CNC mašina ali pa tovornjak za enega, ne, ti to rabiš. Zakaj se pa eden z strmozetorjem, 40 let strmo furo, zato ker da ti noš fovš. To je, mislim, se veš, kak je, ti traktor, ki ga imaš v glavi, 10 let ga planiraš, da si ga v škupu, pa šparaš, pa delaš zato, da lahko pol več delaš, ne. Sej zdajle košna, žito, vse, kar je zdajle, če nisi bil zraven, si ne znaš predstavljati, kako je crkovati na 35 stopinjah, ki je v senci 35 stopinj, ker moraš biti tam, ne. Koliko mora biti v kombajnu zdaj? Ja, pa se ima, da imajo klime najbrž not. Ja, to ti novi že imajo. Ja, ta novi, ja, ampak oni ta stari pa nekaj, vidiš unga modela rdečega, kar meži. No in če kmet več dela, je tudi verjetno njegov pridelek bolj dostopen Ja. ljudem, tako da, no pač zelo dober projekt se mi zdi. Boklone. Boklone. To ne vem, če To smo imamo mi, to imamo mi. ne vem, če smo že čuli v tem podcastu. Teda komuniste malo razjarmo. Čakaj, ne vem, če je kakšna slika, tukaj je sporna. Sej Ne, niso. le evo zvezde gori. Jo, je. Spomenik narodne osvoboditve, Ja, na Trgu svobode. No, pri kmetih smo in podcastov na kmetih. Ti izbiraš goste ali ti to vse ekipa Vse pripravi? ekipa. Mislim, jaz... Kako se ti pripraviš, ker se mi zdiš ful bolj pripravljen kot pri Femičih? Ne, manj se ful bolj pripraviti, ne, ampak zelo, zelo dobro ekipo imam od zadaj, ki to rihta, tako da jaz imam zelo malo dela za res, pa mislim, da ker sem malo bolj prost končno, ker zdaj bomo snemali spet nove epizode, da bom lahko še bolj pripravljen, ke pa zdaj, sem šel raziskave pa vse, ampak ne moreš si 3 dni, pa 4 vzeti, da raziskuješ nekaj temo.
kar je ful dobro, če lahko. In zdaj mislim, da mlahno. Kaj si se naučil v prvi sezoni? To, da je čist drug koncept, da sem mogel, da še vedno se učim biti sam sabo nekako zadovoljen oziroma biti sproščen, ker si res samo od sebe odvisen na kameri. Ne? Nisem imel, ti si zdaj v tej vlogi, ne? In vem, kako je to zahtevno, kad ti nekdo zabluzi nekam drugam, ti imaš vprašanja. Ponovadi jih nimam, samo za tebe. Sem si jih pripravil ravno za tega, ki bi se lahko v poplavah menila 2 ure. Se vem, pa imaš pa časovno gledaš, koliko je, začneš računati vmes, kao še zdaj povedal, koliko mi je časa ostalo in vse to gre te po glavi in zdaj ti še snemal sreče, ne malo zobo pokažeš, nekaj zgledaš. Vse imamo iste, ker pač tako je, ker se s toliko stvarmi ukvarjaš. In pri Femičih se niste s tem. Ne, tam je bilo vse, že smo tih. Zato je vedno šlo, ker tudi, mislim, se tudi epizode, ki jih nismo objavili, ne narobe razumeti. Ni jih bilo dosti, ampak ja, včasih tudi pogovor ni tekel, pa nočeš predstaviti človeka kot dolgočasnika, samo zato, ker se mi nismo recimo prišli v nek pogovor dober in bi ga bilo krivično, da v take luči ven. Ampak ja, čas pa smo, tam se spomnim, smo imeli ker smo se na koncu pogledali, pa bilo tako, Jesus Christ, Veš, ka Martina Strela bi pa lahko imel sam njega 10krat. Ja. Njemu zgod ne zmanjka. Ne. Ti bi se ne bi rabo sploh tam biti. Ne, mislim, on je res, on bo rato kralj Matjaž. On, ko bo umrl, mu bo ekip postavili, kjer bo jih hodili romati iz celega sveta. Če Martin Strel ne imel na Dolenjskem, saj en krožen promet posvečen njemu, kjer je slab, ki gre iz flaše v njegove uste. Ja. Mare biti, kake. Jaz imam enega kolega, ko vsaka zgodba ima naštiman na Google, da mu javi za Martina Strela. Ja. Kako pa ti je to ravno, pač, ker neregulirani so podcasti v Sloveniji in recimo Martin Strel in njegove zgodbe. Ne? Zdaj za njega se ve, ne, pač, da verjetno vsaka zgodba pa ni 100% resnična. Ne? Ja, mislim, ampak kako gledaš na to, da pač v medijski prostor prihajajo tudi vsebine, ki... Kaj fake news misliš? Ja, pa da ni zravno označeno, pozorno, spremljajte to. Ne? Jaz sem toliko v medijskem svetu, veš, mislim, jaz imam osebno kar dober nos za to, kar je fake. Vem pa, da to je lahko velik problem. Mislim, da zavajanje neke populacije, ki tudi vem, kak je bilo tede, iz kje se prihajale tede informacije za takrat, za tiste akcije, da ni ta prava, pa take ne. Medijska moč je nekaj, kar mora biti kar kontrolirano, kar smo mora zelo paziti, kaj rečem. Ne rabiš, ne? Ne, mislim, veš, da ljudje, ki hrepenije po medijski moči, hrepenije z razloga, ker lahko ustvarjaš sebi ugodno politično sliko in sebi ugodno finančno strukturo oziroma benefit. In moglo bi biti čim več medijev, čim več svobodnih medijev in mora biti, da nekaj mere regulirano. Po drugi strani pa spet ne preveč. Ker če pa začneš zapirati to, boš pa ostal sam z unimi, ker se spet enemu všeč, pa ne. Vedno mora biti pol ljudi, ki jih rad poslušaš, pa mora biti pa pol, ki jih sovražiš. Tako je, moj foter je vedno rekel, mora biti 4 leta desnica, 4 pa levica, da se sploh kaj naredi, ker drugače bojo vsi sam kimali. Okay. Fajn je, da sta oba spektra. Zdaj, ki si načel pač politiko, pa sem na začetku omenjal celo, da nama tako, da je prosim, ne, pa te pred temi parlamentarnimi volitvami kdo vabil v svoje vrste? Ne, mene ne vabijo. Zakaj ne? Kam jaz, mislim, nisem ne lev, ne desen, finančno verjetno bolj desen, ampak kam jaz delal tam? Jaz imam kolega, ki je bil v politiki in je rekel, če si kdaj, zelo brihten model, je rekel, če si kdaj mislil, da si se z idioti pogovarjal, še nisi bil v parlamentu.
ker se ne moreš nič zmeniti. Ker je to tak cirkus, res je cirkus. Ne? Jaz se letos sam smejem, ker je tako norost je ratala. Mislim, sej, bomo videli, če bojo kje naredili. Jaz upam, da bo, jaz vsaki vedno opciji prvošim, da čim več naredi, pa čim manj škode. Ampak ne bi se pa mogoče bi si kdaj premislil. Ampak dvomim, da bi rad bil ta model, ki da bi bil grožnja na dom. Škoda te za politiko. Razen evropskega bi pa šel. No vidiš. Zaradi plače. Zaradi penzije. Zaradi penzije, ja. Ej, živiš v Ljubljani, rad imaš svoje konce. Ja. Mislim, že to tam bolj. Ampak to je razlog, pač, da si v Ljubljani, večina časa je ta centralizacija, torej da se pač vse dogaja v Ljubljani, kar je recimo za tvoj posel dobro. Kdaj se boš selil na kmetijo? Bomo videli. To je pa za taka aklih debata, mislim, jaz nimam nobene nepremičnine, jaz imam samo premičnine, jaz sem v avtu večino časa. Bomo videli. Ali bo, lahko da sem že prepozen. Ne vem. Ker to ni od mene odvisno, čisto zares. Mislim, pa hodim skozi parcele pa to gledati. Pa nobene ne najdem, ki mi bilo všeč, čisto odkrito, vedno nekaj narobe. Ker sem navezan tudi na domače zemljo. Oziroma nekaj spominja pa to, ampak ne vem, moram se letos odločiti zares, kaj bomo, tudi se malo me tujina tudi mika, pa ne gre vse. Ne moreš vseh želj, ki jih imaš, sam sebi tudi izpolniti. Včasih imaš tudi kaj, ki si dovolj star, se sprijazniti, da moraš da jih tudi obupati nečemu. Ne. Okay. Ampak ne vem še, kaj bom zares. Kako pa ti je toliko časa preživeti vseeno v mestu? Sovražim. Mislim, po eni strani ugodno, ampak jaz nisem mestni človek. Zato sem pa skozi naravi vsak trenutek, ki sem lahko. Jaz sem na vrtu ful. Super. Naj ti lepo raste. Ja, bo krona in vsem drugim, pa da ne vtoče. Evo, da ne upajmo. Ja. Za konec imam še 5 kratkih. Najboljši slovenski stand-up komik. Mislim, večjih je, ampak trenutno mislim, da je Aleš Novak. Zakaj? Zakaj? Ker vem, kak material že piše za naslednjo predstavo, tudi ful je jaki. Zanimivo. Kdo je najboljši v črnem humorju? Žerjav, če hoče biti. Satira? Satira je pa Igor Bračič. Okay. Najboljši v aktualnih družbenih temah, to, da ne vem, se malo politika pa te teme obdelajo. To je tudi Igor Bračič zares, kot pisec zdaj na tem Parartače. Kaj pa Žan Papič? Žan Papič tudi, ja, ki je bila korona, imel ne skeče, točno vidiš. Zdaj pa ga nisem že dolgo videl, ampak ima pa, se spomniš, ki je imel den skeče med korono. Ja. Tiste je bilo the best. Mora ti reči Žan, kar pri teh, sploh se nisem spomnil na to. Ful si hvala včasih Tadeja Toša? Toš pa itak, ja Toš, še vzadnjič sem ga gledal na Ptuju, ne. Sem šel prav iz Murske Sobe, da sem ga šel v Bodje gledati, sem hotel vedeti, kaj dela. Res je bil the best. Toš je pa tudi nek fenomen slovenski. Zdaj pa ne vem, ali je lani ali pa predlani na festivalu Lent deževalo med njegovim nastopom in se je publika preselila na oder. Ja. In je pred njimi na odru nastopal sedeli. Mislim, da je Ko se imate fajn? Kaj, zdaj smo skupaj? Ne, da smo jaz pa ti isto. Je tak. Ja, evo, gospa gre na WC, kam grede? Bomo počakali. Super, evo, tako da veš, kaj danes narediti. Če bo kdo. Ja. Gašper, hvala, da si vzel čas. Ja, hvala vam. Oglejte si ga kaj na odru. Ja, lepo prosim, ker rabim plačati račune. Srečno, sledijo še 3 minutke vsebin, ki prihajajo večer v nedeljo in soboto. Čau. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, v soboto bo dobro branje. Blaž Petkovič in Matija Stepišnik sta se pogovarjala z nogometnim agentom Elvisom Bašanovićem. To je mož, biznismen, nekdanji nogometaš Kopra, ki je v Manchester United odpeljal Benjamina Šeška. V intervjuju pove, kako ga je odkril, kakšna je bila njegova pot od Krškega preko Domžal, Salzburga, Leipziga do slovite Premier lige. Pa tudi o otrocih v športu in starših, ki v njih vidijo Mesije in Ronalde. Kako je začel, kje in kako je zaslužil prvi denar.
Če je bil kožni rak nekoč bolj povezan z visoko starostjo, ni več tako. V zadnjih letih ima kožnega raka od 20 do 30% več mladih kot nekoč. Vzroki predvsem prekomerno sončenje brez zaščite, ki ga narekujejo spletni vplivneži. Ste slišali za izraza max tanning in golden glow? Melanom je danes eden najpogostejših smrtonosnih rakov v starostni skupini od 15. do 34. leta. Kje so meje lepote? Pogovarjali smo se z legendo slovenskega duhovništva, če lahko v primeru Izidorja Pečovnika Dorja uporabimo športni žargon. Slovenski duhovnik v Berlinu pripoveduje o svoji življenjski poti, pa tudi o tem, da se cerkev in stranka izključujeta. Večer v nedeljo v novi številki prinaša pogovor z ornitologom Tomažem Miheličem, ki se ukvarja s karizmatičnimi vrstami ptic in si prizadeva za njihovo varovanje. Vrste nam izginjajo pred močmi in večina tega sploh ne opazi, pravi. Glasbenik, humanitarec Đani Rijavec bo s turnejo zaznamoval 40 let zasedbe Big Band, s katero je začel svojo kariero. Na svoji samostojni poti pa pravi: nisem še na pol poti, moja samostojna pot se šele začenja. Strokovnjakinja za zelenjadarstvo Miša Pušenjak svetuje, kaj saditi, da bomo pridelano lahko shranili za čez zimo. In še preblisk za konec. Veliko čudežev je na svetu, vendar nobeden ne presega človeka. To je misel starogrškega dramatika Sofokleja. Lep vikend želimo.